Dobrodošli v novi epizodi podcasta Real Estate Academy. Danes nadaljujemo našo serijo, kjer govorimo o investiranju v nepremičnine. V prejšnji epizodi smo govorili o tem, kako zaslužimo z nepremičninami. Kaj nas pa danes zanima, je pa to, kako v nepremičninah izgubljamo denar. V prejšnji epizodi smo opisovali zelo visoke kapitalske dobičke, kar precej dober denarni tok, pa še davčne ugodnosti. To na prvi pogled zveni idealno, super naložba, kaj sploh za razmišljati, ampak to seveda ni celotna slika. Nepremičnine imajo tudi veliko stroškov in če potegnemo črto, se v nekaterih primerih kot investicija enostavno ne splača. Pa pojdimo najprej pogledati, kateri so stebri izgube denarja v nepremičninah. Prvi, najbolj očiten, je strošek vzdrževanja. Strošek vzdrževanja je seveda zelo odvisen od stanovanja, ki ga imate, ampak se dviguje iz leta v leto. Vsaka nepremičnina po približno 20 letih potrebuje celotno adaptacijo stanovanja. Drugi steber izgube denarja je oportunitetni strošek, ki ga imamo, če investiramo namesto v neko drugo zadevo v nepremičnino. Torej, recimo, če bi pri nepremičnini dobili skupni donos 50, če bi pa investirali v delnice, bi dobili donos 70, je naš oportunitetni strošek ta razlika 20. Tretji steber izgube denarja v nepremičninah je neizkoriščenost stanovanja. Mi smo v prejšnji epizodi govorili o tem, kako ustvarjamo denarni tok in omenjali smo dolgoročno in kratkoročno oddajanje. Zdaj, pri dolgoročnem oddajanju smo za naš izračun predpostavili, da bi bila zasedenost v 10 letih 100-odstotna. To je seveda praktično nemogoče. Tako da strošek, ki ga imamo, če govorimo o neizkoriščenosti stanovanja, pride pri mesecih, ko v stanovanju ni nobenega najemnika. Seveda, četrti steber izgube denarja pri nepremičninah so tudi davki. Torej, skozi davke lahko ali služimo pri nepremičninah, v primeru, če jih držimo več kot 20 let, lahko pa tudi izgubljamo denar oziroma nam predstavlja strošek. To se zgodi predvsem, če stanovanje prodamo na kratek rok, ker je davek na kapitalski dobiček precej visok. Pa gremo spet pogledati na našem konkretnem primeru. Stanovanje za 100.000 evrov v letu 2016. Kako bi pri tem stanovanju izgubili svoj denar? Najprej poglejmo stroške vzdrževanja. Če smo zelo optimistični, recimo, da smo leta 2016 kupili stanovanje, ki je bilo sicer rabljeno, ampak v odličnem stanju. To pomeni, da stanovanje v teh 10 letih še ne potrebuje popolne adaptacije. Za neka manjša popravila oziroma manjša vzdrževanja bi lahko predpostavili letni znesek v višini 900 evrov. Poudarjam, to je zelo konzervativna ocena. V tem primeru bi v 10 letih za vzdrževanje odšteli 9.000 evrov. Seveda je treba pri stanovanju, pri uporabi stanovanja upoštevati tudi obratovalne stroške, ampak ker smo predpostavili, da bi si denarni tok generirali z dolgoročnim oddajanjem, recimo, da tega stroška mi kot lastnik nimamo, saj te stroške ponavadi pokrije najemnik. Drugi steber, skozi katerega izgubljamo denar v nepremičninah, je neizkoriščenost stanovanja. Zdaj, v prejšnji epizodi, kot sem rekla, smo omenili, da bi dobili v 10 letih v našem stanovanju skoraj 80.000 evrov v najemninah. To je skoraj nemogoče, zato ker seveda ne bomo imeli stanovanja zapolnjenega ves čas. V najboljšem primeru bomo imeli vsaj kakšen mesec stanovanje prazno, ker bomo takrat ali ravno menjali najemnike, ali bomo delali kakšne manjše prenove in bomo potrebovali, da je stanovanje prazno. Glede na to, da govorimo o Ljubljani, je tukaj povpraševanje zelo visoko. To pomeni, da bi bila izkoriščenost stanovanja precej visoka in neka racionalna predpostavka je 80-odstotna zasedenost stanovanja. To v našem primeru pomeni, da v 10 letih ne bi dobili približno 80.000 v najemninah, ampak bi dobili približno 65.000 evrov bruto v generiranih najemninah. Gremo zdaj še na davke. Torej, tudi skozi davke lahko denar pri nepremičninah izgubljamo. Nekaj je neizogibno, nekaj pa je stvar dolgoročnega načrtovanja.
Neizogibni davki so predvsem davek na promet nepremičnin. To sicer velja samo za rabljena stanovanja, pri novogradnjah imamo obračunan DDV, ampak ta je večinoma že vračunan v ceno. Lastniki stanovanj pri nas plačujejo še NUSZ. NUSZ je zelo težko res točno planirati oziroma definirati, zato ker je odvisen od občine in tudi odvisen od stanovanja. Zdaj, če damo neko res grobo oceno, lahko za naše stanovanje v Ljubljani predpostavimo letni strošek v višini 300 evrov. V našem primeru najpomembnejši davek pa je davek iz oddajanja premoženja v najem. Zdaj, te procenti se spreminjajo iz vlade v vlado, ampak trenutno imamo procent, ki je ostal še iz prejšnje vlade. Trenutno bi plačali 25% od naših najemnin oziroma 90% je naša davčna osnova, ker se nam prizna 10% stroškov in na teh 90% plačamo 25% davka. Efektivno torej plačamo 22,5% davkov na našo letno najemnino. V našem primeru to pomeni, da bi v 10 letih za davke odšteli približno 15 000 evrov. Seveda, to je izračun, ki temelji na podlagi našega trenutnega davka. Imeli smo tudi že 12,5% davek, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, žal ne vemo. Eden izmed najbolj pomembnih stebrov izgube denarja v nepremičninih je, tako kot smo povedali na začetku, oportunitetni strošek naše naložbe. Kaj bo prinesla investicija v naslednjih 10 letih, je izredno težko predvidevati. Lahko pa pogledamo, kakšne so bile številke za nazaj. Če pogledamo recimo S&P 500, je v zadnjih 10 letih v povprečju v enem letu naredil približno 15% bruto donos. Zato je imelo tudi kar precej velike skoke. Letni donos v povprečju je bil tam nekje 11 do 13%. Nepremičnine so pa zelo kompleksna zgodba. Seveda imamo zelo veliko različnih tipov investicij, imamo veliko različnih predpostav, kaj bomo oddali dolgoročno, bomo oddali kratkoročno in tako dalje. Ampak še enkrat, za naš primer, ko smo kupili stanovanjsko nepremičnino, stanovanje v velikosti 46 kvadratnih metrov, ki smo ga oddajali pod predpostavkami, ki smo jih našteli v prejšnjih videih, bi bil naš letni bruto donos skoraj 18%. To govorimo skupaj s kapitalskim dobičkom in pa še z denarnim tokom, ki ga dobimo iz najemnin. Ampak tukaj je ena pomembna opomba, ki se jo moramo zavedati. Pri delnicah investiranje deluje na tak način, da recimo, če sem jaz letos dala v delnice enoto 100 in sem v naslednjem letu dobila ven enoto 120, potem se mi v naslednjem letu obrestuje dobiček na 120, torej na to, kar sem že dobila v enem letu. Po drugi strani ima pa nepremičnina nekaj, kar delnica nima. To je finančni vzvod. Če recimo vzamemo naše stanovanje in damo nanj hipoteko, lahko z kreditom, če ga dobimo po ugodni obrestni meri, kupimo novo stanovanje v vrednosti recimo 300 000 evrov. In potem ponovimo matematiko, samo da bomo imeli višjo najemnino in predvidoma tudi višji kapitalski donos. V današnji epizodi smo torej izvedeli, kako v nepremičninah ne samo dobimo, ampak tudi izgubimo denar. In kaj moramo upoštevati, ko se preračunavamo, ali se nam investicija splača, ali pa je bolje, da investiramo recimo v delnice, kjer nam zelo pomaga obrestni račun. V naslednji epizodi bomo govorili o tem, kakšni so najpogostejši tipi investiranja v nepremičnine in kakšne so prednosti in slabosti vsakega tipa investiranja.